tole je en izdelek iz moje delavnice, ki sem ga izbrala zato, ker je to sodobna interpretacija lončarske dediščine, lahko temu rečemo. Na en hiter pogled, itak ne vem kaj, da bi rekel posebenega, je ena forma, ko sem jaz raziskovala rimsko lončarstvo, sem se srečala s tem, ko je bila za peko kruha, sem ga pa prinesla zato, ker je zanimivo, da sem to delala za naročnika. Naročnik je namreč želel izdelek, ki je za celo družino. In je prišla zdaj me kar malo kurja pot, je prišel kruh, mislim, to je neka simbolika, je zdaj posoda, v kakršnih so nekoč pekli kruh, pač to je pač, viri govorijo o tem. In ker je šlo, jaz sem se takrat zelo ukvarjala s tem znakom, ki je v našem prostoru zelo prisoten, pa ne samo v našem prostoru, po celem svetu, ampak pri nas zelo močno. In ima tudi nek pomen, to je rozeta, tako smo jo s šestilom, tudi jaz jo s šestilom narišem. In ta rozeta ima še eno zanimivost, da je zaščitila ljudi pred slabim. Zato so jo risali na zibke, na orodja, na skrinje, na portale, na les, na kamen, ne. In jaz sem jo pač začela risati v različnih variantah tudi na tole. Sem pa zdaj prinesla še eno majolko, to pa iz našega ateljeja v starem delu mesta Kamnik, kjer pa delamo samo iz bele gline, beloprstene keramike. No, tale majolkica je narejena na lončarskem pletenu in potem poslikala na način, kot so seveda slikali v tej tovarni Eti Svit, kot se je na koncu imenovala. Ampak kaj je tukaj zanimivost, ne? Jaz pač mene je to tako prevzel. Mi tej formi rečemo majolka, ne? To je v bistvu v slovenskem slovarju, to je ročka za vino, ne? In seveda je tudi služila temu. Ampak, ko so se zgodbe dogajale v zgodovini in ko so pri nas v naših krajih uvažali tele majolke iz Italije že bele. Ker to je ta beloprstena keramika je nastala kot protiutež kitajskemu porcelanu, ne, in so vsi zdaj iskali to belo zlato, ne, in to je tako lepo, ne. In seveda prvi nadomestek, lahko rečemo, da je bila tehnika, da so izdelek iz rdeče gline, v severni Afriki se je to zgodilo, oblili s kositrno glazuro, belo pokrivno glazuro in so gor slikali. In potem je bilo potovanje, ne tako hitro kot danes po internetu, ampak je prišlo iz severne Afrike v Španijo na otok Majorka, kjer so bili zelo dobri trgovci in so te izdelke prodajali tudi v Italijo. In ko so se Italijani srečali s temi izdelki, so rekli, to je pa majolka. In to je tehnika majolika, rdeča glina za belo oblita in gor poslikava. Medtem pa je šla zgodba naprej in so že razvili beloprsteno keramiko, ne. To je tudi zmes, ne, ki je bila primerna zdaj že izdelovanje, to so pač ena delavnica Wedgwood v Angliji. Ko pa so pri nas začeli izdelovati majolke, jih pa nikoli niso izdelovali, vsaj v tej tovarni, v tehniki majolika, ker ni bilo več potrebno, ker je bila že bela glina na razpolago, ampak ta forma je pa dobila ime majolka.